Mac ni samo en navaden računalnik, je veliko več. Je filozofija, je celo potovanje in vrata v svet, kjer se ustvarjalnost sreča z neverjetno zmogljivostjo. Od tistega uporiniškega začetka leta 1984 pa vse do danes, do tega mogočnega ekosistema. To je epska saga o inovaciji in danes se bomo podali na to potovanje. In točno ta filozofija je ključna. Tukaj ne govorimo samo o kosu strojne opreme, ampak o prepričanju, da tehnologija mora biti preprosta, elegantna in intuitivna za vse. In ta osredotočenost na uporabnika, to je tisto, kar je Mac od nekdaj ločevalo od vseh ostalih. Vse se je začelo z uporniškim duhom. Z misijo, da se popolnoma spremeni svet računalništva, ki je bil, roko na srce, takrat precej hladen, zapleten in dostopen samo redkim izbrancem. No pa poglejmo te ključne mejnike, te prelomnice. Vse se začne leta 1984, Macintosh 128K, grafični vmesnik, bum, vse se je postavilo na glavo. Potem pride leto 1997, Steve Jobs se vrne in z legendarnim iMacom G3 dobesedno reši podjetje. Leta 2005 prehod na Intel prinese novo raven moči, nato pa leta 2020 Apple s svojimi čipi serije M znova napiše pravila igre. Ja, prvi Mac je bil pravi kulturni šok. To ni pretiravanje. Samo spomnimo se na tisti legendarni oglas iz leta 1984. To je bil klic k uporu proti zapletenim ukaznim vrsticam. Naenkrat smo imeli grafični vmesnik in miško. To je bilo za tiste čase res prava čarovnja in poziv k drugačnemu razmišljanju. In seveda, tak drugačen pristop je zelo hitro našel svoje občinstvo. Mac ni bil več samo orodje. Postal je nekakšen podaljšek roke za oblikovalce, umetnike, za vse kreativne duše. In to je zanimivo. Še preden je Mac postal splošno popularen, si je zgradil pravo trdnjavo v kreativnih industrijah. Power Macintosh, ta je postal pravi motor revolucije v grafičnem oblikovanju in založništvu. Postal je sinonim za ustvarjalnost. 800 000. Ta številka pove vse o Applovem dramatičnem povratku. Ko se je Jobs vrnil, je tisti barviti prasodni iMac G3 postal takojšen hit. Ikona. To ni bil samo računalnik, to je bil modni dodatek, simbol optimizma in ja, rešitev Appla pred skorajšnjim propadom. Dobro, pa skočimo v današnji čas. Apple Silicon. To je besedna zveza, ki je spremenila vse. Prehod z Intela na čipe serije M, to je bilo, kot da bi presedeli s konja na Ferrari. Naenkrat so računalniki postali neverjetno hitri, popolnoma tihi, baterije pa so začele zdržati, celo večnost. In to je rezultat popolnega nadzora nad strojno in programsko opremo. V redu, vsa ta zgodovina, vse te inovacije nas pripeljajo do enega od vrhuncev vse v enem dizajna, do stroja, ki je, roko na srce, še danes prava mojstrovina. Res je, Apple danes stavi na novejše modele z M-čipi, ampak ta 27-palčni iMac iz leta 2020, to je še vedno sanjski stroj. Poglejte samo, do 10-jedrni procesor, ki poje najzahtevnejše naloge za zajcek, ogromno rama, močna grafika. To je v bistvu delovna postaja, zamaskirana v elegantno umetnino, popolna za urejanje 4K videa, 3D modeliranje, karkoli. Ampak poglejte, prava zvezda tukaj je zaslon. 14,7 milijona pikslov, to ni samo številka, to je obljuba slike, ki je tako ostra, da se zdi neresnična. Barve so žive, podrobnosti neverjetne. Res je, kot da gledamo skozi okno v nek drug, boljši svet. Ampak Mac ni otok. Njegova zgodba danes ni popolna brez njegove družine naprav. Prava čarovnija, prava moč se pokaže šele takrat, ko vidimo, kako se povezuje z vsem ostalim v Applovem vesolju. Predstavljamo si takle scenarij, čisto preprost. Nekaj posnamemo z iPhonom. V trenutku se to pojavi na iMacu, kjer se zadeva zmontira na velikem zaslonu. In potem se končni izdelek pokaže stranki na iPadu. Brez kablov, brez prenašanja datotek, brez frustracij. Vse povezano in samo deluje. To je moč ekosistema. In v ozadju te čarovnije so funkcije, ki jih mogoče jemljemo že za samoumevne. AirDrop, s katerim v sekundi pošljemo datoteko, ali pa Handoff, ki omogoča, da začnemo pisati e-mail na telefonu in ga dokončamo na Macu. Vse skupaj deluje kot popolnoma uglašen orkester. Bistvo pa je, da o tem sploh ni treba razmišljati. Preprosto deluje. In zdaj, za konec, še eno poglavje, morda malo presenetljivo. Vzpon Maca kot resne kredibilne platforme za igre. Samo poglejmo si to primerjavo. Nekoč in danes. Včasih je bil Mac,
Recimo, da so se mu gajmeri smejali, malo iger, slabi porti. Danes, zahvaljujoč neverjetni moči M-čipov, na Macu tečejo najzahtevnejši AAA naslovi. Brez kompromisov. Ta preobrazba je resnično dramatična. In to niso samo neke prazne obljube. Imamo Baldur's Gate 3, Resident Evil, Apple Arcade z več kot 200 igrami, Steam deluje vedno bolje, ta ekosistem je resnično živ in raste iz dneva v dan. Če dodamo še Vision Pro za popolno potopitev v igro, Apple postaja zelo resen igralec tudi na tem področju. Torej, ko potegnemo črto pod vsem tem, vidimo, da celotno potovanje od tistega prvega uporniškega Maca pa vse do danes v resnici nikoli ni bilo samo o tehnologiji. Vedno je šlo za ustvarjanje orodij. Orodij, ki ljudem omogočajo, da svoje ideje, svoje sanje spremenijo v nekaj resničnega. Na koncu je zgodba o Macu preprosto zgodba o nenehnih inovacijah. Od prvega koraka, ko je računalnik postal dostopen vsem, pa do danes, ko imamo ekosistem, ki preprosto deluje. Vprašanje, ki ostaja odprto, pa je, kateri del te vizije, te zgodbe je tisti, ki najbolj navdihuje vsakega posameznika?